Drage dijakinje, dragi dijaki, veseli me, da ste se odločili obiskati informativni dan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. S pomočjo sodobnih tehnologij v teh neobičajnih časih poskušamo vseeno držati življenje v vsaj približno običajnih tirnicah. Zato tudi ta informativni dan v nekoliko drugačni obliki. Omenjene sodobne tehnologije, številne izmed njih, imajo dom prav na naši fakulteti. Tukaj jih razvijamo, tukaj jih uporabljamo in tukaj se o njih učimo. Učimo se še o marsičem drugem. In prepričan sem, da prav nihče izmed vas ne ve, kako široka področja pokriva elektrotehnika. Zato smo v nadaljevanju pripravili kratko predstavitev o številnih področjih, temah, s katerimi se ukvarjamo na fakulteti. Več boste seveda izvedeli, če se boste odločili za študij na naši fakulteti. Ko pa boste enkrat prestopili vrata naše fakultete, se vam bodo hkrati odprla številna vrata kariernih priložnosti kasneje v vašem življenju. Iskanje znanja inženirjev elektrotehnike in inženirjev multimedije je izjemno in prepričan sem, da bo v prihodnosti povpraševanja še več. Naj poudarim, da so v inženirskih poklicih vedno bolj zaželena tudi dekleta. Zato me izjemno veseli, da se tudi na našo fakulteto v zadnjem času vpisuje vedno več deklet. Tako se je lani na študijski program multimedija vpisalo več kot polovica deklet. Na študijskem programu elektrotehnika je bilo deklet 20%. Upam, da bo zadnja številka letos še večja. Odločitev o študiju je prav gotovo izjemno pomembna odločitev. Zato vam svetujem, da o vaši nadaljnji poti zelo dobro razmislite. Upam, da se s čim več izmed vami vidimo jeseni v živo na naši fakulteti. Do takrat pa srečno! Dragi dijaki, dragi dijakinje, lep pozdrav še z moje strani. Veseli nas, da se zanimate za študij na naši fakulteti, Fakulteti za elektrotehniko, še posebej pa nas veseli, da se zanimate za študij tehnike. Inženirji so izredno pomembni v družbi in sodelujejo pri razvoju novih tehnologij in s tem spreminjanja življenja naše družbe. Samo poglejmo si, že v preteklosti, v prvi industrijski revoluciji so inženirji elektrotehnike sodelovali pri razvoju električnih naprav, električnih strojev. Potem sodelovali so pri razvoju interneta, mobilnih telekomunikacij, ki so bistveno spremenili naša življenja. Trenutno so aktualne teme v naši družbi, na primer zelena mobilnost. Električni avtomobili so vsak dan bolj del naše vsakdanjosti. Potem vse prisotna povezljivost. Vsak od vas ima v žepu mobilni telefon. Povezujejo se v svetovni splet tudi naprave v naših hišah. Govorimo o pametnih mestih. Potem digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija proizvodnih procesov. Govorimo o 4. industrijski revoluciji. Ali pa alternativni viri energije, kot so sončne elektrarne, vetrne elektrarne, kajti ne želimo več umazati dodatno našega planeta. Vse to so trenutno aktualne teme. Kaj bo v prihodnosti, sploh še ne vemo. In inženirji z področja elektrotehnike in z področja multimedije so v prvi vrsti pri razvoju teh novih tehnologij. Vi se zdaj vpisujete v prvi letnik in prvi letnik je za vse študente enak. Odločitev za posamezno področje, za posamezno študijsko smer sledi šele v višjih letnikih. Dajmo se zdaj pogledati predstavitev posameznih področji, ki jih lahko najdete na študiju elektrotehnike in multimedije in pa tudi študijske programe. Dan, ko bomo točno izvedeli, kaj je elektrika, bo najpomembnejši dan v zgodovini človeštva. Elektrotehnika nas spremlja na vsakem koraku. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov predstavlja svojevrsten izziv vsem elektrogospodarstvom. Poleg proizvodnje pomemben dejavnik predstavljata tudi trgovanje in nadzor distribucijskih omrežij, vse skupaj pa povezuje področje elektroenergetike. A tukaj se zgodba šele začne.
Energijo lahko shranimo tudi v baterije in jo uporabimo na primer v prenosnih računalnikih, telefonih ali pa kar v električnih vozilih. Mehatronika se namreč med drugim ukvarja s pretvorbo električne energije v gibanje. To področje nam olajša gibanje s pomočjo dvigal in motorskih sklopov. Gibljejo se tudi roboti, ki so postali nepogrešljivi v industriji in avtomatizaciji procesov. Še zdaleč pa to ni edina uporaba robotov. Robotiko srečamo tudi pri rehabilitaciji, kjer se pacienti s pomočjo robota in navidezne resničnosti ponovno učijo uporabljati poškodovane okončine. Robotika se uporablja tudi v medicini pri zahtevnih in natančnih operacijah. In ko smo ravno pri medicini, ste že bili na kakšnem specialističnem pregledu? Rentgen, CT, ultrazvok ali pa samo EKG? Biomedicinska tehnika na Fakulteti za elektrotehniko odmeva predvsem na področju zdravljenja raka s pomočjo elektrokemoterapije in računalniško podprte diagnostike ter terapije s pomočjo avtomatske analize medicinskih slik. Da pa lahko aparature v medicini uporabljamo na ljudeh, sta izjemno pomembni njihova zanesljivost in varnost, s čimer se ukvarja tehniška kakovost. Pravzaprav morajo biti vse naprave okoli nas ustrezne in morajo zadostiti standardom, sicer bi se lahko marsikatera uporaba za uporabnike slabo končala. Tudi kakšne druge meritve morajo biti točne in se ne končajo vedno po željah vpletenih, a so še kako pomembne in natančne. Ljudje si že od nekdaj želimo, da nas pri določenih delih zamenjajo naprave in da procesi delujejo po naših željah. Avtomatika in informatika sta področji, ki se ukvarjata s proučevanjem sistemov, ki zamenjujejo človeka pri delu, nadomeščajo njegove sposobnosti zaznavanja, pa tudi njegove miselne zmogljivosti. Področja avtomatike segajo vse od avtomatizacije, simulacije in nadzora procesov, pa do razpoznavanja slik in govora, avtonomnih vozil ter letalske in vesoljske tehnike. Seveda pa praktično nič od naštetega ne bi bilo mogoče brez elektronike in elektronskih vezij, ki predstavljajo temelj sodobnega sveta. Elektronske komponente, tiskana vezja in integrirana vezja, čipe, najdemo v vseh sodobnih izdelkih. Inženirji elektronike vezje načrtujejo, praviloma tudi programirajo, izmerijo, analizirajo in optimirajo. Veliko naprav, mar ne? Danes imamo vsi v žepih male računalnike, ki bi bili neuporabni brez informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Kako prenesti informacije od vira do končnega uporabnika, kako veliko število senzorjev preko interneta povezati v uporabno celoto? Kaj pa stiki s prijatelji, sorodniki, informiranje? Odgovore lahko najdemo na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Nenazadnje radi spremljamo tudi športne dogodke, le kdo ne bo navijal za naše športnike na olimpijskih igrah. Tudi tukaj nam informacijsko-komunikacijska tehnologija pomaga s prenosom signala iz daljnih krajev do domačih ekranov. Multimedija kot pomembno področje sodobne družbe poskrbi, da različne informacije na mnogo različnih načinov dosežejo uporabnike na napravah, ki so prilagojene uporabnikom, prav tako pa tudi njihovi vmesniki. Pri nas se z multimedijo ukvarjajo inženirji multimedije. Ali zdaj veste, kaj je elektrotehnika? Vse to je samo majhen delček. Ne verjamete? Pridite in se prepričajte, kako široka so področja elektrotehnike. Pridružite se nam na Fakulteti za elektrotehniko in pustite svoj odtis v tehnološkem napredku. Fakulteta za elektrotehniko razpisuje 150 vpisnih mest na univerzitetnem študijskem programu elektrotehnika in 180 vpisnih mest na visokošolskem strokovnem programu aplikativna elektrotehnika. Oba programa sta z vidika nadaljevanja študija enakovredna in trajata 3 leta. Razlika je v zasnovi. Univerzitetni študijski program je zasnovan kot program, ki vam zagotavlja temeljna strokovna znanja za nadaljevanje študija, medtem ko aplikativni strokovni program je zasnovan kot program, ki vam zagotavlja aplikativna strokovna znanja, ki so bolj primerna za takojšen vstop na trg dela. Odločitev za posamezno področje je izvedeno z izbiro smeri, ki ga izvedete na aplikativnem programu šele v 2. letniku, na univerzitetnem programu pa šele v 3. letniku. Fakulteta za elektrotehniko razpisuje še 30 vpisnih mest za univerzitetni program multimedija. Program multimedija je interdisciplinarni program, ki ga izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko. Nadaljevanje študija na 2. stopnji ta trenutek za vas še ni aktualno,
Ampak fakulteta za elektrotehniko izvaja drugostopenjske študijske programe, ki trajajo 2 leti, področje elektrotehnike, področje uporabne statistike in multimedije. Po zaključku 2. stopnje, kdor še ne bi imel zadosti, lahko nadaljuje študij tudi na 3. stopnji na naši fakulteti, in sicer doktorski študij traja 4 leta in naša fakulteta izvaja program elektrotehnika, statistika in bioznanosti. Ker se zavedamo, da je prehod iz srednjošolskega načina učenja v način študija lahko za nekatere izredno težak, na naši fakulteti organiziramo različne oblike pomoči študentom prvega letnika. Prva oblika je sistem tutorstva, kjer smo organizirali študente višjega letnika, da so vam na voljo za različna vprašanja. In na ta način posredujete vprašanja namesto pedagogom, raje študentom, vašim kolegom, študentom višjega letnika. Druga oblika pomoči je uvod v študij, ki je organiziran v prvih 2 tednih prvega semestra. Namen tega uvoda v študij pa je ponavljanje znanj iz srednje šole z področja matematike, ki vam omogoči, da potem na lažji način sledite in spremljate podajanje snovi tudi pri ostalih predmetih prvega letnika. In tretja oblika pomoči je pa repetitorij, ki je v bistvu poglobljeno ponavljanje, osveževanje snovi pred preverjanji znanja. In s tem vas opremimo z znanji, da ste bolje pripravljeni za recimo upravljanje kolokvijev in izpitov. Fakulteta za elektrotehniko je vodilna izobraževalna inštitucija na področju uvajanja digitalnih tehnologij v študijski proces. Delujemo v okviru lastno razvite sodobne platforme e-učilnice, ki nam omogoča deljenje videovsebin, pa tudi preverjanja znanja. In to nam je prišlo še kako prav v času epidemije, ko smo se lahko praktično čez noč prilagodili na izredne razmere. Na splet smo preselili izvajanje predavanj, pa tudi izvajanje laboratorijskih vaj. Tako so na primer študentje robotike od doma razvijali in preizkušali robotske programe, ki so tekli na robotskih krmilnikih v laboratoriju. Naša fakulteta se ponaša sodobno opremljeno knjižnico, ki je bogato založena z materiali z področja elektrotehnike in multimedije. Knjižnica omogoča tudi oddaljeni dostop do elektronskih virov in e-gradiv. Ima tudi na voljo prostore, ki so namenjeni študiju in druženju študentov. Imamo organizirano tudi lastno založbo, v okviru katere si boste lahko priskrbeli vso potrebno literaturo. Zaradi številnih povezav, ki jih ima fakulteta v tujini, lahko študentje že tekom študija gostujete na tujih partnerskih univerzah. V okviru programa Erasmus lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na tuji univerzi. Lahko pripravite tudi svoje zaključno delo ali pa že po zaključku študija opravite prakso pri tujem podjetju. Po principu vzajemnosti naša fakulteta omogoča tujim študentom enakovrstna gostovanja, kar pripomore k širjenju obzorij našim študentom. Univerza v Ljubljani tujim študentom, ki prihajajo na naše študijske programe, omogoča tako imenovano leto plus, ki je podaljšanje letnika, da se študentje usposobijo za spremljanje predavanj v slovenskem jeziku. Na fakulteti pa smo vzpostavili tudi študijski program Advanced Power Systems, ki v celoti teče v angleškem jeziku na 2. stopnji študija. Študij na fakulteti za elektrotehniko ne predstavlja zgolj guljenje strokovnega čtiva ali pridobivanje teoretskega znanja. Ponujamo vam mnogo obštudijskih dejavnosti, ki pomagajo študentu pridobljeno teoretično znanje uporabiti v praksi in hkrati ustvarjajo vsestransko izobraženega inženirja elektrotehnike. Svoje znanje lahko poglobite z obiskom Maker Laba, kjer lahko vaše ideje in zamisli postanejo resničnost. Na voljo vam je vsa potrebna oprema, da zasnujete svojo idejo od samega začetka do konca. Na kar smo posebej ponosni, je, da Fakulteta za elektrotehniko intenzivno sodeluje s slovenskim gospodarstvom in s partnerji iz tujine. Za veliko število partnerjev izvajamo razvojne aktivnosti. To vam študentom omogoči, da že tekom študija sodelujete na reševanju realnih problemov in si na ta način pridobivate praktične izkušnje. Oblike sodelovanja, kjer lahko študentje sodelujete neposredno z industrijskimi partnerji, pa so lahko različne. Lahko sodelujete pri izvajanju raziskovalnega projekta, lahko sodelujete pri izvajanju tako imenovanega
PKP projekta, ki je namenjen sodelovanju študentov z industrijo. Lahko izdelujete seminarske ali zaključne naloge v sodelovanju z industrijo, kjer industrijski partner ponudi mentorstvo in lahko tudi štipendiranje. Praktično izobraževanje je vedno izvedeno v sodelovanju z industrijskimi partnerji. Industrijski partnerji na naši fakulteti tudi finančno pomagajo pri zagotavljanju visoke tehnološke razvitosti naših laboratorijev, v katerih boste tudi vi tekom študija izvajali svoje pedagoške obveznosti. Po zaključku študija na naši fakulteti postanete član velike družine elektroinženirjev Slovenije. Ti se združujejo v alumni klubu na Univerzi v Ljubljani in na tak način lahko ohranite stike, ki ste iskali tekom študija, tudi kasneje v vaši karieri. Seveda je pa glavno vprašanje, kje boste našli svoje poslanstvo na trgu dela po zaključku študija. Slovensko gospodarstvo, pa tudi tujina, vam omogoča velike zaposlitvene možnosti. Delovnih mest je ogromno in ne poznamo nobenega inženirja, ki bi zaključil študij na naši fakulteti, ki ne bi bil zaposlen. Seveda pa to ni edina možnost. Področje elektrotehnike je izredno široko in interdisciplinarno, tako da lahko vsak od vas najde svoje poslanstvo tudi na drugih področjih, ki niso neposredno povezane z elektrotehniko. Možno je tudi samostojna podjetniška pot. Z naše fakultete je šlo veliko zelo uspešnih samostojnih podjetnikov. Za izbiro poklica inženirja elektrotehnike pa naredite nekaj tudi za domovino Slovenijo. Samo z dovolj velikim številom strokovnjakov inženirjev bo Slovenija lahko ohranila korak z visoko tehnološko razvitimi državami. Žal so letos posebne razmere in vam ne moremo pokazati naših prostorov na fakulteti, kot je bilo to primer v prejšnjih letih, na prejšnjih informativnih dnevih, ampak je naša multimedijska ekipa vseeno letos uspela pripraviti zanimive virtualne vsebine. Jaz vas vabim, da obiščete spletno platformo ali pa našo spletno stran, se tam ustrezno povežete in lahko si pogledate posamezne laboratorije, v katerih poteka raziskovalna in pedagoška dejavnost, kjer boste tudi vi opravljali svoje pedagoške obveznosti v okviru laboratorijskih vaj. Odločitev za vaš poklic je ena najpomembnejših odločitev v vašem življenju, odločitev, kaj boste počeli velik del svojega življenja v svoji karieri. In upam, da se jeseni vidimo na naši fakulteti, na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Hvala lepa.